Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, čas je za ponedeljkove dogodke dneva. Celjskega pustnega rajanja na Krekovem trgu se je udeležilo okrog 4000 ljudi. V Novi Cerkvi so pripravili že 38. pustni festival. V največjem nakupovalnem središču v regiji letos pripravili indijansko pustovanje. Celjani po bledi predstavi in porazu proti Olimpiji za Ljubljančani spet zaostajajo za 16 točk. Minuli vikend je bil v številnih mestih in krajih na Celjskem v znamenju pustnih povork. Zadnja leta povorko in pustno dogajanje znova pripravljajo tudi v Celju, kjer so tokrat maske v mestno središče povabili v soboto dopoldan. V zavodu Celeja Celje, ki je skrbel za organizacijo in koordinacijo dogodka, so z obiskom zadovoljni, saj je mesto v sobotnem dopoldnevu po prvih ocenah obiskalo skoraj 4000 ljudi. Pustna povorka je letos svojo pot v Celju začela na Glavnem trgu, od koder so se maske na čelu zgodbo napihala pihalnega orkestra Celje sprehodile vse do osrednjega prizorišča letošnjega pustovanja na Krekovem trgu. Jaz mislim, da nam je tale celjski pust precej lepo uspel, kljub slabim napovedim in temu, da naj bi deževalo, vidimo, da se je pokazalo sonce, tako da jaz mislim, da smo pomlad uspešno priklicali. Saj po odzivu ljudi sodeč, po odzivu otrok, nagrad in po številu obiskovalcev v mestu. Nekako zaenkrat ocenjujemo, da jih je bilo med 3500 in 4000. Imamo vodilo, da povezujemo lokalno skupnost. Zato je celjski pust nekaj posebnega, ker pač želimo vključiti vse mestne ponudnike, se ozira tudi na to, kar je všeč ljudem, ki v mestu živijo, čim bolj biti trajnostni, a ne, zato tudi podeljujemo nagrado za trajnostno masko. Tudi letos ni šlo brez učencev osnovne šole Lava, ki so zadnja leta glavni nosilci pustne parade. Na šoli se na pust pripravljajo dalj časa, maske pa učenci ob pomoči učiteljev izdelajo sami. Svet je vendar lep, topel in mehak. To smo mi danes tukaj. Vsi iz osnovne šole Lava. Ob šolskih se je na povorko prijavilo še nekaj drugih individualnih in skupinskih mask. Ostale maske pa so si jo ogledale med publiko. V zavodu Celeja so izbrali tudi najboljše v 3 kategorijah. Med otroškimi maskami je bila najboljša Črna vdova, med skupinskimi Štorklje, za trajnostno masko pa so izbrali skupino Regratovih lučk. Predstavljamo Regratove lučke. Zbrali smo se že januarja, začetko januarja, da smo do zdaj lahko naredili. Ideja je pa spontano prišla. Za vsako smo se dobili, potem smo se malo podružili in delali. Tega leta sem vojak, odločil sem se zato, ker pač nisem vedel, kaj bi bil, ker sem bil že ninja, pa vse to, pa sem se pač odločil, da bom vojak. Mi imamo ful radi pust, res obožujemo. Ponavadi pa poskušamo narediti stvari doma sami, no? Da porabimo čim manj odpadkov, čim manj denarja, tako da je nam pomagala babica, no? Pri našem kostumu. Bi še ti kaj dodal? Ja, letos smo lahko bili, no? Ponavadi smo skupaj neki, letos smo lahko družinska maska, tako da je naš pišček tudi malo prišel ven, pa je zraven, no, pri pustovanju končno, oziroma prvič, tako da smo vesela, da je zraven. Pustno razpoloženo pa bo celjsko mestno središče znova v torek. Tudi takrat v mesto vabijo že dopoldan, program pa bo potekal vse do zgodnjih večernih ur. Ob 10. uri začenjamo na Zvezdi s pustovanjem, maxi pustovanjem za minišeme. Ob 12. uri pustni DJ in fotobus 360 za dijake, pa seveda tudi za vse ostale, jasno. Vsi lepo vabljeni, obiskali nas bodo tudi kurenti, nagradna igra bo potekala, tako da vabljeni v Celje. Zaključek letošnjega pustnega dogajanja v Knežjem mestu bo tradicionalni pokop pusta v sredo, ki ga tudi letos pripravlja KUD Svoboda za grad.
V Novi Cerkvi v občini Vojnik sta tamkajšnja prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev in krajevna skupnost Nova Cerkev pripravila že tradicionalni 38. pustni karneval. V pustni povorki je letos sodelovalo okrog 1400 mask, izbrali pa so tudi mis karnevala. V Novi Cerkvi je minulo soboto potekal tradicionalni pustni karneval, ki ga v Novi Cerkvi pripravljajo že skoraj 40 letja. Karneval tradicionalno pripravljata prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev in krajevna skupnost Nova Cerkev v sodelovanju z društvi in organizacijami, šolami in vrtci ter posamezniki iz občine Vojnik. Imamo preko 1400 vseh, ki bojo v povorki. To se pravi 800 imamo otrok, kar sem zelo vesel in se tudi zahvaljujem staršem, učiteljem in vsem, ki pri teh otrokih zelo pomagajo. Poleg tega imamo tudi vse vrtce iz občine Vojnik. Hvala tudi vsem staršem in tistim, ki pomagajo. Hvala vsem motoriziranim skupinam, ki pripravljajo posamezne točke, gospodarske, politične. To boste se sami pričali ob karnevalu. Tako da zelo sem vesel. Največja nagrada za vse, ki pripravljamo ta pustni karneval, je pa veliko število obiskovalcev. Tako da obljubljam, da drugo leto zopet še boljši karneval, še večji in hvala za velik obisk. Seveda pa je izvedba karnevala tudi velik finančni in organizacijski zalogaj, ki pa ga, kot poudarja Slavko Jezernik, sami ne bi zmogli. Bi se tu zelo zahvalil županu občine Vojnik, gospodu Branetu Petreju, za podporo tega karnevala in pa seveda občinski upravi, pa občina komplet, ki daje ta sredstva finančna, ki jih potrebujemo. Hvala tudi vsem donatorjem in sponzorjem, ki nas podpirajo z raznimi vozili in pa druge. Tudi mediji ste priskočili vedno na pomoč. Hvala televiziji Celje in vsem drugim radijcem, ki nam pomagajo. Hvala lepa. Ladies and gentlemen, pogledajte tole. Pa si lahko vi predstavljate, zakaj je on prišel v Novo Cerkev. Ne morate verjeti. Jaz bi predlagal, gospod Golob, če date to, ker tam je župan in pa unikam, ja. Tule dajo dva iz Robija, če pustite, če preskočite. Aha, zdaj pa dober noče. Raja Janša nima denarja, pogledajte, to so Ruparjevi penzionisti, to so njihovi transparenti, barabe, lopovi, poslovna korupcija. Skratka, tule v zadnji pa poteka licitacija. Jaz mislim, da je pust je pravzaprav priložnost, da na nek sarkastičen način mogoče pogledamo na kako resno temo. Drugače pa seveda iskrene čestitke našim organizatorjem. Ogromno dela je vloženega v to in jaz verjamem, da na koncu je vse vredno, ko vidimo, da uspe neka zadeva in imeti tradicijo 37 let, to je nekaj vredno. Tako da iskrene čestitke tudi Slavku, ki se res z dušo trudi za ta karneval. V pustni povorki je letos sodelovalo preko 1400 mask, od tega rekordnih 800 otrok. V bistvu Nutella ni najbolj zdrava za nas, ne? Ampak zato imamo pa tudi zelo radi. In otroci jo imajo zelo, zelo radi in zato smo rekli, bomo pa Nutelce. Če jo že za malico imamo zdravo malico, bomo pa za pusta Nutelle. Ja, največje težave smo imeli, da smo dobili rjave vrečke. Smo pol Slovenije, je naša kolegica preiskala, da je dobila rjave vrečke, potem je pa steklo. Vsak nekaj naredil in to je to. Vsako leto so v povorki prisotni tudi člani turističnega društva Nova Cerkev. Čebelar in čebelice, pa malo rožice, ker tule okrog pri nas je veliko teh čebel, pa čebelarjev in tudi veliko posejemo teh rožic naših spomladi, da imajo te medonosne rastline, pa to, da lahko čebelice pač nabirajo med. In zdaj smo se pač mi tako odločili, da bomo to malo prikazali. Vedno, vsako leto že, kar je 37 leta, vedno, vsako leto smo nekaj drugega. Pač odvisno od situacije, pač kaj se dogaja. Letos se je pustnim maskam pridružila tudi vesoljska skupina iz Vitanja, prvi smo lahko videli tudi mis karnevala. Na koncu povorke so zimo dokončno odgnali še kurenti iz Velenja. Že vrsto let pustno rajanje na pustno soboto organizirajo tudi v največjem nakupovalnem središču City centru Celje. Letos so pripravili veliko indijansko pustovanje, ki so ga obiskali tudi ptujski kurenti. Med obiskovalce so razdelili kar 1500 krofov.
Tudi letošnja pustna sobota dopoldan je bila v celjskem City centru živahna na tradicionalnem pustovanju, ki ga je vodstvo centra pripravilo za obiskovalce. In zbralo se jih je kar precej, med njimi seveda številne maske, največ najmlajših, presenetljivo pa tudi kar precej družinskih mask. Ja, zagotovo te tradicije ne moramo izpustiti, ne samo zato, da se veselimo, ampak tudi zato, ker s tem preženemo zimo, pripeljemo v City center Celje novo energijo, pomlad, s tem tudi nove kolekcije, pa vendarle tudi seveda za naše najmlajše obiskovalce nepozabno pustovanje, ki vsako leto prinese krasne nagrade, desetaki, otroški rojstni dnevi, pustne krofe. Veselimo se posebej tudi tega, da pridejo med nas tudi kurenti, vsako leto so to kurenti 311 iz Ptuja. Še malo bodo tukaj, spet popoldan in spet v torek, ko bomo spet pustovali po indijansko in spet delili nagrade. Tokratna tema za maškere, ki so jo razpisali v City centru, so bili Indijanci. In temu primerna je bila tudi animacija na prireditvenem odru v srednjem delu City centra Celje. Seveda pa so se zbrale tudi številne druge maske. Nekako želimo vedno neko tematiko izpostaviti ravno zaradi tega, da je to tudi tista tema, ki jo dejansko držimo skozi pustovanje. Imeli smo že Piko Nogavičko, ki je nam Celjanom zelo priljubljena. Imeli smo tudi, bom rekla, gusarje, letos smo si izbrali Indijance, drugo leto spet kaj drugega. V vsakem primeru pa je to zato, da se otroci veselijo, rajajo, zabavajo in seveda dobijo mogoče tudi kakšno nagradico, ki so si jo prislužili z izvirno masko. Treba je poudariti, da so bile med maskami na sobotnem pustnem rajanju v celjskem City centru tudi izjemno izvirne, tako posamezne, še bolj pa skupinske, med katerimi so se našemile cele družine. S tremi smo se pogovarjali, kako so prišli na idejo za svojo masko. Ponavadi se skupaj odločimo, kaj bomo, in ker imamo radi živali, smo rekli, letos bomo srne, ata bo pa naš lovec čuvaj. Ker je dobro recikliranje, pa se nam je zdela dobra ideja, da bi še... Sami naredili vse to? Ja, pomagali so nam starši, drugače pa smo večinoma sami naredili. Ja, rad smo na morju in mi in otroci. In je to očitno tudi vaše prav samostojno ročno delo? Ja, samostojno ročno delo, pomagala sta tudi vnuka. Ja. Pobarvala sta čoln, naredila zastave, ribice, tronico. 6-letni Gal iz Polzele pa se je našemil v bojevnika iz znanstveno-fantastičnega filma Vojna svetov. Na naše vprašanje, kaj njegova maska predstavlja, pa nam je takole odgovoril. Nič posebnega. A ti je všeč? Ja. Na sobotnem pustovanju v City centru Celje so podelili tudi 4 nagrade. Prijeli pa so jih družinske skupine Jelenčkov z lovcem, potapljači ter morje in mornarji in pa posamezna maska Gozdna vila. Na pustnem rajanju pa so se obiskovalci posladkali tudi s slastnimi krofi, ki so jih mednje razdelili, za kar so bili seveda še posebej navdušeni najmlajši. Pustovanje pa je popestril tudi prihod čistota pravih kurentov Zdravskega polja. Skupina kurentov 311 je bila to, ki so svojimi zvonci preglasili vse. Kaj pa nam v celjskem City centru še pripravljajo v bližnji prihodnosti? Ja, kaj kmalu spet naš rojstni dan, ne? Stari smo že 19 let in praznujemo ga 15. marca. Obljubljamo zabavo, obljubljamo ples, obljubljamo nagrade, prihaja tudi nakupovalno doživetje, 3 dni bomo podeljevali nagrade, vračali nakupe, tako da ne pozabite med 13. in 15. marcem nas obiskati. V mesecu aprilu pa seveda pridejo tudi modni dogodki, na katere vas bomo pa še posebej opozorili. V City centru Celje pa bodo pustovali tudi na pustni torek 4. marca ob 4. popoldan.
V derbiju 23. kroga nogometnega državnega prvenstva so celjski nogometaši z 0-2 izgubili na gostovanju pri Olimpiji v Ljubljani. Celjani po porazu ostajajo na 5. mestu prvenstvene lestvice, za vodilno Olimpijo, ki ima tekmo manj, pa imajo zdaj že 16 točk zaostanka. Ljubljančani so v tekmo krenili odločneje in Portugalca Silvo v vratih Celja prvič resneje ogrozili prek Estonca Aleksa Tama v 15. minuti. Silva se je v prve pol ure izkazal še o poizkusih Tama in Floruca, nemočen pa je bil v 40. minuti, ko je Raul Floruc po veliki napaki poljskega branilca Lukaša Bergerja dosegel že svoj 11. zadetek v letošnjem prvenstvu. Strelec prvega ljubljanskega gola je v 48. minuti zadel še enkrat, a je bil zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Srečanje je bilo odločeno v 63. minuti, ko sta bila glavna protagonista spet Floruc in Tam. Prvi je streljal z desne strani, Silva je žogo odbil, Tam pa jo je iz neposredne bližine potisnil v mrežo. Jaz sem mislim, da je Olimpija zasluženo zmagala, bili so, bom rekel, sploh bolj čvrsti v duelih, mi nismo dobivali duelov, drugih žog in enostavno v prvem polčasu to je nekaj individualnih napak in to nas je stalo tek. Tok tekme je usmerila naša napaka pri vodilnem zadetku Olimpije. To je bil ključen trenutek tekme. Oba tekmeca sta se trudila imeti kontrolo na tekmo. Prvi gol nas je dobesedno ubil. To je pravzaprav naša slika iz celotne letošnje sezone. Celo leto se nam že dogaja, da v prvi napaki prejmemo zadetek. Gre za individualne napake. Igralci niso stroji in to se preprosto dogaja. Jasno je, da si nihče ne želi storiti takšne napake. A to se nam dogaja praktično na čisto vsaki tekmi. Ena takšna napaka, prejmemo gol in potem je v nadaljevanju zelo težko. Kljub porazu bo celjski trener Albert Riera iz nastopa v prestolnici skušal potegniti tudi nekaj pozitivnih stvari. Iz današnje tekme bomo potegnili kar nekaj pozitivnih stvari. Seveda pa se bomo morali marsikaj naučiti tudi iz napak, ki smo jih storili. Ko stvari delaš dobro, se moraš truditi, da jih ponavljaš. Ko na zelenici delaš napake, jih moraš skušati čim prej odpraviti. Na vsaki tekmi se naučim kaj novega. Ne bomo imeli dolge analize, saj je šlo, kot sem že rekel, predvsem za težave pri zadnjih podajah. Nimamo časa za žalovanje. Že v četrtek nas čaka Lugano in zelo smo ponosni in srečni, da bomo igrali to zgodovinsko tekmo za celjski klub. Vse naše misli so že pri četrtku. V celjskem taboru so bili po tekmi mnenja, da boleč poraz v derbiju ne bo vplival na njihov četrtkov nastop v prvi tekmi osmine finala konferenčne lige, ko bo v Celju gostovalo moštvo švicarskega Lugana. Mislim, da je Evropa neko novo tekmovanje, ker letos izgledamo zelo dobro in verjamem, da bo tako tudi v četrtek. Zavedati se moramo, da bo tekma z Luganom trajala 180 minut in tako se moramo tudi obnašati. Doslej nismo imeli časa, da bi se pripravljali na Švicarje, saj smo imeli obveznosti v pokalu in državnem prvenstvu. Prvi cilj je doseči čim boljši rezultat na domači tekmi in potem skušati dobiti tudi povratno. Naš cilj v tem dvoboju je dobiti obe tekmi. V državnem prvenstvu bodo Celjani, ki zdaj za vodilno Olimpijo zaostajajo že za 16 točk, prihodnjo nedeljo gostili moštvo Primorja. Jutri bo pretežno jasno, predvsem dopoldne je lahko na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, najvišje dnevne od 10 do 15, na Goriškem do okoli 18 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme. Jutri bosta razmeroma hladni, popoldneva pa vse toplejša. Toliko smo vam torej pripravili v tokratni oddaji Dogodki dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.